Fantje, to je nevaren, vam povem, ker če nisi skoncentriran, rataš blesav. Veš, ko malo pa me srce boli, ker Chevroleta ni več v Evropi, veš, priznam. In glih zato, ker ima zameram, bi jih najraje zignoriral, ampak pismo, no, če take avte propelajo, veš. Da v Colorado sploh ne govorim, le kaj še ne, no, tako, lega Kamarta. Ne glede na to, kjer ga vidim, prvo generacijo, drugo, zadnjo, kjerokoli se vedno spomnim na upokojence s Trnovega. Zdaj mi je pa skoraj sape zmanjkalo. Pa če poklekneš, je pa še malo bezloben. Drugače pa sploh ne rabim iti čez vse avte na tem salonu, da rečem, da je tole ena najboljših riti Ženeve. A se strinjamo? Lejte, mišice, no. Veš, je ful hecen, ker enkrat zraven priješ, imaš občutek, da je to en doma gor na šraufu. Američani pač. Škaj sem pa zdaj prišel? Na Hyundai in zvezda tukaj je očitna, lej, tamle zadnji se skriva. Stari reč, ker češ, ampak avto je kar opasen, ne. Se vem, da to nič ne šteje, ne, ker je pač koncept in tega v serijo ne bo, ampak če bojo serijski avti vzeli pikico od tega ven, pismo, no, pa bi se znala razviti lepa zgodba. Imenuje se FE Fuel Cell Concept. V bistvu gre za crossoverja, ki nekako napoveduje Hyundaievo odločnost ustvarjati avtomobile, ki so ekološko manj sporni kot njihova trenutna flota. Vseh skupaj ne jih bilo pa do 2020 kar 14. Pa še nekaj, ne, ta avto je noter tako plav, da bolj ne more biti. Mogoče zato, ker ga poganjajo gorivne celice, ne vem. Sam plava na plavo, pa skoraj čist nič drugega. Še lučke v zračnikih so plave, vidiš? Rom pa mat, so malo pomiksala, vidiš? Pa naj to, ki ima zvit zaslon, ful dobro zgleda. Pa še enega tukaj, vidiš? Ok, to je to, kar je bilo novega pri Hyundaiu, gremo naprej. Lamborghini. Lambo, brez zamere, ampak kje so pa deklice? Na malci? Prijem jaz pol nazaj, prav? Shit, stari. A veš, kaj hočem reči? Veš, kaj moram priznati, ne? Kad priješ k Aptu, ne, je ful zanimivih pa atraktivnih avtomobilov, ampak pa si ne moreš kaj, da bi na vse skupaj malo pokazal. Nisem pozabil, veš, lej, še besede napačne zbiram. Fantje, to je nevaren, vam povem, ker če nisi skoncentriran, rataš blesav in pol ni to dobro za nobenega. Daj nekaj, no, le to, Regera, skupna sistemska moč 1500 konjev. In tukaj na tablici piše 2000 Nm na uro, pa pazi to, od nič do 400 km na uro v manj kot 20 sekundah. Vidiš to? Se ne veš, ab se smejo, kak je tacki. Gremo se smejati. V glavnem hotel sem reči, da se lahko sam režiš, ne, ker če te Švedi niso obrisani, pač čisti karbonski eksces, točen takega od Koenigsegga poznamo. Evo, mojster Pagani kaže svojo najnovejšo stvaritev. V bistvu bi lahko že včeraj povedal, tole je Huayra Roadster z dobrih 760 konjev, pa manj kot tono 300. Tega poznate? Veš, kakšna razlika je, ne? Koenigsegg ali pa Chiron, ne? Tukaj zadržana, umirjena eleganca, prepojena športnostjo, tam pa sam nič drugega. Veš, je hecen, je tak ekstravaganten, pa dere se, ta je pa tako pritajeno zloben, le kako gleda, no? Pa še nekaj, ne? Enkrat bom sedel v tem avtu in bom pritisnil gas. In se kar smejte, boste videli.